Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil? Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lep pozdrav. Stopili smo v mesec september, s tem tudi v meteorološko jesen, ta pa je pri nas zaznamovana tudi z večjimi količinami padavin. Dolgoročnejše vremenske napovedi sicer nakazujejo, da naj bi letošnja jesen ne odstopala od povprečja, kar pa za številne kraje, ki so jih obilne padavine v avgustu zaznamovale s hudourniškimi poplavami in proženjem plazov, pomeni dodatno skrb. V prvem delu današnje nedeljske kmetijske oddaje gremo v Železnike, kjer so jo, tako pravi župan Marko Gaser, k sreči kar dobro odnesli, a lahko bi bilo tudi drugače. Gospod župan, gospod Marko, lepo pozdravljeni. Ja, lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem. Če se nekako vrneva za mesec dni nazaj, v tistih dneh pred 4. avgustom, so vremenski izračuni, ki sem jih prej omenil, tudi v vaših krajih napovedovali precej padavin. Takrat ste se odločili za nenavaden korak, na svojo odgovornost ste uredili čiščenje kritičnih mest na vodotokih, ki bi lahko ogrozili naselje v vaši občini. Je šlo za spontano odločitev? Ja, logično. Bila je spontana odločitev, predvsem zato, ker gre za zaščito premoženja občanov pa naše javne infrastrukture. Mi smo imeli v zelo kratkem času, 12., 13. in potem 18., 19. julija, že dva taka dogodka, povešane vodotoke. Vemo, da so bili Železniki leta 2007 katastrofalno poplavljeni. Naši občani zato vsako tako napoved jemljajo resno in pač strahom pričakujejo, kaj se bo zgodilo. Mi smo po letu 2007 zgradili kar nekaj teh zadrževalnikov proda, preko 58 jih je, 58 evidentiranih, enega smo na občini kar sami pač dodatno še zgradili. Te zadrževalnike je pač potrebno vzdrževati in prazniti, zato da opravljajo svojo funkcijo. Rekli ste, zelo živa je med nami misel na dogodke leta 2007, takrat ste imeli tudi človeške žrtve. Ja, res je, 3 smrtne žrtve so bile. Mnogi so zdaj prepričani, da je ta vaša odločitev ljudi obvarovala velike škode. Kako sami gledate s svojimi sodelavci na te korake, ki ste jih ubrali? Ja, težko bi si oprostil ali pa rekel, dejansko, če človek ne proba vse narediti za zaščito svojih občanov, potem ne vem, jaz bi zelo težko živel s tem, če bi prišel do poplav. Je pa res, da smo imeli tudi srečo, narava pač ni postregla s tako količino padavin, kot je bila napovedana, mogoče se je ta tudi med časovno obdobje teh padavin je bilo daljše, pa kljub temu, jaz mislim, da smo že s tem, da smo določene ovire, ki so bile v strugah reke Sore pa pritokih odstranili, pa s tem, da se dejansko izvajajo že zdaj trenutno projekti poplavne zaščite porečja reke Sevške Sore, tukaj govorim tako prva faza kot druga faza. Tudi te ukrepi se že poznajo. Imamo v Železnikih Drmotov jez, je praktično podrt, tukaj je pač zdaj nivo struga reke Sevške Sore 3 metre nižji in v nasprotnem primeru, če pa dejansko jezu ne bi porušili, bi pa letos Železniki bili, to pa si upam trditi, že 3-krat pod vodo. Nekateri ljudje so me opozorili, da tiste pregrade, ki ste jih čistili, so zdaj že bile spet polne. Torej so bile v funkciji, ker se je tam prot nekako ustavil. Zdaj baje jih spet čistite. Ja, trenutno smo kar na vezi s koncesionarjem. Trenutno poteka intervencija in koncesionar je odziven. Na terenu imamo preko trenutno 8-9 ekip različnih izvajalcev, ki pa za koncesionarja opravljajo delo čiščenja teh zaplavnih pregrad. In nekatere od teh zaplavnih pregrad bodo po letu 2007 spucane prvič. Se pravi, da tudi 16 let so nekatere so čakali na to, da so bile spucane. Zdaj, mi smo pač
predlagali koncesionarju, da se pač vsaj določene najbolj kritične te zaplavne pregrade, ki jih imamo določene kot zelo pomembne zaplavne objekte, da se te čistijo redno. Pozvali bomo tudi državo, da zagotovi ustrezna sredstva. Drugače smo pa mnenja, tako kot večina županov na poplavnih območjih, da bi morali vodotoke 2., 3. reda, te hudournike, predati lokalnim skupnostim v vzdrževanje. Tudi kmetje pravijo, da bi lahko s tem materialom nekako vzdrževali tudi ceste, če bi ga recimo tudi drobili. Predvsem pa bi zelo hitro se vzdrževala ta poplavna varnost, ker zdaj vidimo, dogodek lahko sledi dogodku za par dni. Ja, res je, pomembno je, da je infrastruktura zaplavne pregrade kot tako struga rek, da so očiščenje, da so te leseni odpadki, drevesa, da se to odstrani, pa ne v 1 letu, 2 ali 5 letih, ampak v 5 dneh, najkasneje v 5 dneh po tem dogodku. Kako pa je zdaj, gospod župan Marko Gasser, s projektom same poplavne varnosti železnikov? Rekli ste, nekaj je bilo že narejenega, še veliko čaka, nekateri projekti so v teku, nekaj ste planirali izvesti tudi v sklopu tistega svežnja za odkrevanje in odpornost, ampak zdaj nekako tisto je zastalo oziroma bodo projekti čakali na boljše čase. Ja, res je. Po poplavah leta 2007 je država pristopila k sanaciji, pa tudi k izdelavi projektov za povečanje poplavne zaščite porečja reke Sevške Sore. Vendar opozarjam, da vsi ti postopki trajajo predolgo. Te zadeve bi bilo treba pohitriti, predvsem v železniki 2007 poplavljeni, državni prostorski načrt pa je bil sprejet šele leta 2013. Z izvajanjem gradbenim deli, z ukrepi smo pa začeli šele v letu 2022, se pravi v lanskem letu. Ta trenutek potekata 2 fazi. Prva faza, ki zajema urejanje vodotoka porečja reke Sevške Sore od industrijske cone Alplis z izgradnjo novega jezu, gorvodno, skozi staro mesto železnikov, z izgradnjo 2 mostov, urejanje reke Struge, potem rušitev tega Drmotovega jezu in izgradnja novega Dolenčevega zgornjega jezu, ki je v tej povodni že opravil določeno funkcijo, se je zadržal preko 3000 kubičnih materialov naplavin. To je prva faza. Druga ključna faza je pa izgradnja zadrževalnika pod sušo. To je pa eden večjih projektov, ta bo pa zadržal preko 1 milijon kubičnih metrov vode in s to regulacijo ob velikih količinah vode bomo lahko tudi dolvodne kraje po Sevški dolini obvarovali, tako tudi Škofjo Loko. Tudi zato je pač ta zadeva pomembna. Je pa celoten projekt prve pa druge faze vreden preko 37 milijonov evrov. Računamo, da prva faza se bo zaključila v letošnjem letu, druga faza se bo pa zaključila sredi leta 2025. Gre tudi za evropska sredstva? Ja, tukaj gre za evropska sredstva. In če teh sredstev ne bi bilo, bi verjetno zelo težko. Ne, če teh sredstev ne bi bilo, tako zatrjujejo tudi projektanti, verjetno takega projekta ne bi izvedli. Kar se pa tiče načrta za okrevanje in odpornost, je pa vlada pozvala lokalne skupnosti k pripravi projektnih dokumentacije, predvsem seveda na podlagi projektne naloge, in pač lokalne skupnosti so podpisale pogodbo z vlado, z pristojnim ministrstvom in so pač začele s projektiranjem projektov za poplavno, recimo, varnost na svojih območjih. Mi v železnikih smo imeli podpisane pogodbe za 4 take projekte, vendar nam jih je vlada sredi letošnjega leta prekinila, tako da dejansko za enega imamo že pridobljeno gradbeno dovoljenje, za domačijo Šmit, gre za 4 projekte, domačijo Šmit, za mostovi na Jesenovcu, za urejanje Češnjice in pa hudournika vodotoka Pruharica na Zalem Logu. Vse skupaj ni poceni, če tako gledaš, ampak če so stvari urejene, potem veliko lažje čakaš take trenutke in upaš, da ne bo škode, ki je pa lahko
taka, da si jo pravzaprav ne moreš ovrednotiti. Ja, res je. V preteklosti je bilo storjeno veliko napak, predvsem ta določena poselitvena območja na teh poplavnih območjih. Potem, naprimer, vedno se je tišalo strugo reke Sore, vedno se je hotelo povečati svoje kmetijska zemljišča z raznimi nasipi. Vemo, včasih smo imeli zlivne cone, pa je pač določeno kmetijsko zemljišče bilo poplavljeno, pa sami smo pripeljali z urejanjem, pa s poseganjem v prostor smo sami pripeljali do tega, da so te ekstremne razmere vedno hujše. Tudi gradnja ovljak, neustrezen gozdni red, v gozdovih vsaka stvar se potencira, vsaka malenkost se sešteva, ja, in na koncu imamo res katastrofo. In dejansko pač se bomo mogli zavedati, da je narava živa, da narave ne moremo pač ukrotiti, ker narava bo nas ukrotila, lahko pa z določenimi posegi posledice omilimo. Kako je z zavedanjem vsega tega pri lastnikih zemljišč, ki zaradi vseh teh objektov nekako morajo trpeti posledice? Ja, tukaj predvsem naloga Zavoda za gozdove pa pristojnih služb. Jaz mislim, da lastniki z vsakmu takmu dogodkom, da so bolj ozaveščeni, pa dejansko bolj odgovorno ravnajo in da se trudijo. Razumejo, za kaj se gre. In razumejo, ja. Kako pa je z nevarnostjo proženja plazov na vašem območju? Imate kakšne odprte zadeve, kjer je pravzaprav se bojite novih padavin? Ja, mi imamo kar nekaj plazov. 4.8. Eden je najbolj kritičen v Martin vrhu, tam je dejansko pod enim stanovanjskim objektom. Plaz je pač pokrit trenutno z pač tem folijom, ja. Potem v Doleni vasi 2, pa še kar nekaj manjših, ki pač ne ogrožajo stanovanjskih objektov, ampak samo lokalno infrastrukturo, ampak nadajemo take pozornosti, pomembni so le objekti stanovanjski. No, mi smo najeli geologa, geolog si je te mesta ogledal, trenutno spremljamo dogajanje z merilnimi napravami, dejansko da vidimo, ali zadeva miruje, ali je živa. In na koncu bomo pa po moje tudi sondiranjem ugotovili dejansko, ali gre za površinsko ali za globinsko zadevo. Tako da težko je zdaj kar na pamet reči. Eden je siguren katastrofalen, ker ogroža stanovanjsko hišo, za vse ostale bomo pa s časoma lahko presodili, pa se lotili sanacije. Gospod Marko Gasser, ker smo v kmetijski oddaji, kako vidite pomen kmetijstva v vaši občini, tudi sam oživljate kmetijo? Ja, kmetijstvo je eden ključnih za ohranjanje naše kulturne krajine, pa za poseljenost podeželja. Tega se meščani premalo zavedajo. Kljub temu, da pravijo, da ima kmetija korenine do pekla, jaz mislim, da z neustrezno kmetijsko politiko, z mačehovskim odnosom države do podeželja korenine, bi rekel, ne držijo dovolj. Ja. Ko ste omenili mačehovski odnos, je tudi problematika prenamnoženih zveri pri vas, vsaj za rejce, drobnice in govedorejce. Kako vidite problematiko volkov? Ja, to je pereča problematika, predvsem za pašništvo, pa za visokohorje. Pač na teh območjih prevladuje pašništvo, pa živinoreja. In zveri dejansko lahko zaključijo gospodarjenje pa kmetovanje na teh območjih. Jaz mislim, da edina rešitev je, da se dejansko evropska sredstva, ki podpirajo te projekte LIFE, da se to ukine. Če bi te sredstva ukinili za te projekte, potem tudi na podeželju ne bi bilo problema z zvermi. Torej širjenjem na tista področja, kjer zveri ni bilo in bi lahko na tak način pravzaprav zaključile zgodbo kmetijstva, kot je recimo planinsko pašništvo in tako naprej. Res je, tudi sam sem bil, pa še sem zdaj imenovan v skupino za upravljanje s populacijo z velikimi zvermi. Mi smo skupaj z biotehniško fakulteto, strokovnjaki dejansko naredili analize pa ekspertize, pa predstavili smo jih tudi na Ministrstvu za naravne vire in prostor. Jaz mislim, da tudi stroka se zaveda pomena
in dejansko upravljanje s populacijami velikih zvermi, ampak mislim, da imajo nevladne organizacije preveliko moč in pa finančna sredstva, tako da jaz sem že večkrat rekel, na koncu si bo pomagal vsak sam. Gospod Marko Gasser, je res, da v svojem avtomobilu v prtljažniku vedno vozite s seboj tudi sekiro in motorno žago? Ne vedno, ne, samo v dogodkih, ko pričakujem dejansko, da bi jo potreboval, se mi že naredil tudi dejansko, da sem bil brez vsakršnega orodja, pa bi ga potreboval. V primeru pač padavin ali pa ekstremnih vremenskih razmer, takrat pa vedno, ja. Čestitke za modre odločitve, ki so pripeljale k čisto drugačnim razmeram, kot bi lahko bile v tem deževju, pa čim bolj mirno jesen in zimo. Hvala tudi vam. Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja. Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, spet imamo čudno leto, pravijo tudi sadjarji. Ponekod bodo jablane prinesle nekaj sadežev, drugod jih skoraj ni. Posebej v travniških sadovnjakih je videti vse prazno. Vsekakor pa je vse tisto, kar bomo pridelali, dobro tudi predelati in pripraviti za uporabo čez zimo, in ena takšnih možnosti je tudi predelava v sok. No, naš gost v naslednjih minutah je gospod Martin Mauser, specialist za kmetijsko tehniko in sadjarstvo z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. Gospod Martin, en lep pozdrav. Dober dan. Kako vi vidite letošnje leto? Spremljate dogajanje po celi Sloveniji, tudi sam pridelujete sadje? Ja, v letošnjem letu smo priča res ekstremom, ki se vrstijo praktično iz tedna v teden. Ne smemo pozabiti, da se tvorba cvetnega nastavka začenja že leto prej. Se pravi, nekje diferenciacija se prične že v juliju, avgustu, se pravi leto prej za letino, ki bo sledila. Lani smo imeli sušo. Tako je, lansko leto smo imeli zelo hudo sušo. In zahvaljujoč ne vem komu smo imeli nek pridelek, kljub temu, da je bil drobnejši, ampak imeli smo tudi pridelke v travniških nasadih. Vendar ta suša je prispevala k temu, da je diferenciacija slabše stekla in da je letos praktično to drevje prazno. In nekako vsi ugotavljamo, da pridelka v travniških nasadih ne bo, da bo tudi z teh nasadov nekoliko manj jabolk oziroma bistveno manj jabolk za predelavo, ki je ponovadi. Prav iz travniških sadovnjakov je največ sadja za predelavo. Če se pa dotaknem intenzivnih nasadov oziroma bolje oskrbovanih nasadov, tu smo pa zopet bili, bom rekel, čutili posledice suše. Če mogoče gremo mesec, dva nazaj, vemo, da letos so koščičarji izredno slabo obrodili. Praktično je bilo zelo malo češenj, nekaj sliv se kaže. Tako da v bistvu tudi to je bil manjko pridelka. Če gremo pogledati pa pečkarje, pa lahko vidimo, da zopet smo imeli nekatere lege spomladi, ki jih je nekoliko prizadela pozeba določene sorte in tudi sadne vrste. Tu moram pripisati to tudi koščičarjem, del tega, posledice nizkih temperatur. Potem ugotavljamo nekoliko slabšo oplodno. Potem smo bili v začetku meseca maja deležni izjemne moče, kjer se je, bomo rekli, lomil rezultat, kar se tiče tistega nujnega varstva pred boleznimi in škodljivci, ker praktično ni bilo mogoče se to vršiti, tako kot je v navadi in kot tehnologija narekuje. No, potem smo bili pa že priča naravnim elementarnim nesrečam, se pravi toče, viharji, neurje, ponekod poplave. Zdaj smo zopet priča visokim temperaturam. Skratka, vreme letos ponovno kroji letino.
Toče je bilo ponekod toliko, da so se trgale protitočne mreže in nekateri so tudi izgubili oporo, ker se je vse skupaj porušilo zaradi viharja hkratnega. Tako je. Protitočne mreže tudi niso vse mogočne in zadržijo neke normalne količine toče, se pravi preprečijo škodo na pridelku, vendar kadar je tega preveliko, popusti. Oziroma, če ne popusti, se sistem enostavno poruši. In v letošnjem letu vsaj na nekaterih območjih, tudi za naše območje, okolice Krškega, lahko rečem, da je bila pa toča tako debela, da je enostavno tudi poškodovala elemente protitočnega sistema. Tisto, kar na nek način spaja dve mreži skupaj, je enostavno razbilo in je mreža popustila in je pridelek poškodovan v kar precej nasadih in tudi vinogradih, ki so opremljeni s protitočnimi sistemi. Postavlja se torej vprašanje, gospod Martin Mauser, sadjarji so mi rekli, trgovec hoče nebeška jabolka, na pogled nebeška jabolka. Ja. Tam, kjer se je zgodilo to, kar ste pravkar omenili, da je toča poškodovala, da je protitočna mreža popustila, so jabolka obtovčena. Zdaj se je vse skupaj lepo zaraslo, jabolku pravzaprav ni nič hudega, tam se pozna tista udrtina, trgovec takih jabolk noče. Torej, ostane samo predelava v sok. Nažalost. Nažalost, zdaj mora se zgoditi res velik manko, da so tudi takšna jabolka, ki jim praktično, kot ste rekel, nič ne manjka, uporabna tudi za konzum. In večina ljubiteljskih pridelovalcev, ki prideluje, to dobro ve, da takšnim jabolkom nič ne manjka in jih tudi shrani. Dejstvo pa je, da le nekatere podplutbe so pa tako močne in vkolikor jabolka niso že zgnila in odpadla dol, da še kljubujejo vremenu, času, dozorevajo in takšno je pa potrebno primerno obrati in predelati v neke izdelke, ki jih imamo pa na voljo kar precej. Torej, verjetno na svet sadjarjem, ki so pridelali, ločiti tista res dobra, taka, ki so bila poškodovana v vseh teh ujmah, ta predelati, tista dobra skladiščiti. Tako je. Zdaj, tu je sadjarji vedo, kaj tržijo, komu prodajajo, kakšne imajo njihove kupce, stranke, kaj si želijo in prav gotovo vedo, ker tudi tukaj imamo neke, bomo rekli, razpone, ker kam gre kakšna jabolka in vedo, kakšno jabolko morajo dati za predelavo, kakšna gre še pogojno za konzum in na mizno jabolko. Tako da v bistvu, verjetno bomo letos delili jabolka na tista konzumna, ki bodo nepoškodovana in kar velik delež tistih, ki bodo poškodovana. Moram po tej priložnosti omeniti še eno reč, da smo imeli tudi nekaj težav skozi letos z samim varstvom in da so določeni škodljivci v obliki kakšnih pedicev, ponekod že marmorirane smrdljivke in ostalih, bom rekel, sesajočih žuželk privedli do tega, da imamo tudi ponekod precej deformiranih plodov, ki pa tudi ne bodo za namizno jabolko ustrezni, bodo pa za predelavo. Gospod Martin, zdaj vas že precej ljudi pozna, da v različnih koncih Slovenije vsako leto pripravite prikaze dobre prakse predelave jabolk v sok. Pred 2 letoma ste tudi na našem radiju spregovorili o 5 temeljnih in nujnih korakih, ki privedejo do dobrih in kvalitetnih sokov. Tisti najin pogovor je zelo poslušan vsako jesen. Torej, najprej ste takrat rekli kakovostno sadje, torej ne sme biti gnilo, potem obvezno pranje, potem fino mletje in dobro stiskanje,
dodatek vitamina C proti oksidaciji, pa hitra pasterizacija in polnjenje. To je čista embalaža. Aha, torej čista embalaža, to pa verjetno tisto, kar človek ne sme spustiti. Tako je. Vse te točke, ki ste jih navedli, še kako držijo in se jih je potrebno držati tudi letos, namreč, da pridemo do kvalitetnega soka in tudi ostalih, tudi enako velja za marmelado, enako velja za žganja, krhlje, povsod je enak postopek. Moram pa še enkrat poudariti, ko sva rekla na koncu, kot ste tudi navedel pred 2 letoma, da zaradi zamaška lahko boli glava, ne? Tega se tudi zelo dobro spominjam. Moram povedati, da mi smo lahko skozi celoten postopek, imamo vse lepo, se pravi, imamo jabolka odbrana, očiščena, vse, na koncu pa to vlijamo v neko steklenico, ki ima priokus, ki ima po neki trohnobi diši, ker je bilo notri 10 kapelj vode, ki niso izhlapele, ampak so se enostavno splesnovale, ali pa mogoče zamašek star in je pač neustrezen, je pač popustu in takšen sok, bomo rekli, ali je takoj za nič, ali pa enostavno malo kasneje ima določen priokus in je ves trud velikokrat ali pa marsikdaj za manj. Torej, če vas prav razumem, svetujete, čeprav ponavadi embalažo operemo, preden jo damo v shrambo, zdaj pred polnjenjem še enkrat pranje. Ja, če nismo prepričani, glejte, jaz vedno rečem, če je embalaža očiščena takoj po uporabi, osušena tudi, potem položena v kakšno zabojček ali tudi kartonsko škatlo, obrnjena okrog, lepo pokrito, da zraven, da spodaj, da ne prihajajo notri kakšni mikroorganizmi. Načeloma takšna embalaža, iz izkušenj govorim, tudi čisto primerna za takojšnjo uporabo. Če pa nismo prepričani, pa sigurno boljše še hitro pranje. Tako, verjetno je to najboljša naložba, ker vsa trud, ki ga vložimo do takrat, da sok pravzaprav natočimo v steklenico, ga je kar precej in potem, da zaradi tega zgubiš liter soka. Škoda. Še večja škoda pa je, če polnimo v vrečke in da se nam tu zgodi napaka. Vrečke pa imajo lahko 3, 5, 10 litrov kapacitete, ne? Tam gre pa še veliko več soka potem v nič. Je lahko tudi pri vrečkah vprašljiva? Verjetno tam ne, kar se tiče... Vrečke mora biti vedno nove, ne? Steklenice pa je lahko... Steklenice načeloma tisti, ki večji predelovalci, ki delajo za trg, imajo vedno nove steklenice, nepovratno embalažo, medtem ko pa lastna uporaba, ne, tako na kmetijah, za družine, za gospodinjstva, jih pa seveda skrbno očistijo te steklenice in te steklenice jih imajo lahko nekaj let, 10 let, lahko tudi več, če so primerno očiščene. No, hvala lepa za tale nasvet. Kaj bi pod črto na koncu počrtali za letošnje leto? Poudaril bi to, da sadje dozoreva, da ni za pričakovati neke zelo zgodne letine, smo kar nekako v tistih okvirih, ki so nam domači, tudi pridelovalci naj ne hitijo z obiranjem, naj počakajo ali na barvo pešk, ali naj naredijo kakšni škrobni test, ali naj pogledajo malo na splet, namreč po kmetijsko-gozdarskih zavodih imamo zdaj kar precej navodil, kako določeno sadne vrste dozorevajo in naj se pripravijo. Zdaj, vkolikor nimajo sami opreme, naj poiščejo kakšnega v bližini, ki takšne usluge izvaja, jih je že kar nekaj po Sloveniji, mogoče ima kdo malo dlje zapeljati, mogoče kdo malo ima takšnega bližje. Skratka, takšne kmetije z dopolnilno dejavnostjo so opremljene z kakovostno linijo, zmogljivo linijo, imajo znanje in takšna storitev načeloma je bolj priporočljiva. Sicer nekaj stane, ampak na koncu imamo dober sok. Na koncu smo lahko
prepričani, da imamo res dober sok. Ne. Tako, tudi izplen na teh stiskalnicah je veliko Je boljši, večji. naša naloga pa je, da peljemo tam res zdravo, nenagnito, kvalitetno sadje. Prav pri teh kmetijah, ki take usluge izvajajo, torej v okviru dopolnilne dejavnosti, pa se je potrebno naročiti, ker če Seveda. vsi pridejo na kupu, je težko, kaj ne? Seveda, letos, kot smo že na začetku ugotavljala, bo mogoče nekoliko manj gneče, po občutku sodeč, ampak kakorkoli normalno je treba skomunicirati storitev in uslugo pravočasno naročiti. Ne. Gospod Martin Mauser, hvala lepa za tale pogled, hvala lepa za vse nasvete. Vam pa, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, če vas zanima, kateri so tisti torej pravi koraki do dobrega soka, odtipkajte to vprašanje v iskalnik, spletni iskalnik, recimo Google, in boste našli članek in pogovor, ki sva ga opravila pred leti in ki je zelo iskan, prinaša pa vse tisto, kar je dobro vedeti, zato da bomo pripravljeni torej na letošnje stiskanje sadnih sokov. Vse dobro, lepo nedeljo. Hvala lepa in lepo nedeljo vsem poslušalcem Radia Ognjišče. Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo. Ob koncu našega današnjega druženja, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, pa bomo pokukali še v septembrsko številko Glasa dežele, ki je letos nastala že kar nekaj dni pred septembrom in ste jo lahko v roke dobili tudi na sejmu Agra. No, z nami je urednica Darinka Sebenik. Darinka, lep pozdrav. En lep pozdrav tebi, Robert, in pa seveda poslušalcem Radia Ognjišče. Na Agri je vladalo kar precejšnje zanimanje. Radi so ljudje vzeli v roke časopis. Ja, ta časopis je še vedno lep, zanimiv, predvsem pa seveda za tiste, ki poskušajo prihraniti kakšen evro pri svojem delu, zelo dobrodošel. Verjetno tudi za to odločitev, da pridete z novo številko kar na Agro, čeprav je bila Agra v avgustu, kaj ne? Ja, Agra se je že zaključila, torej končala, vrata je zaprla v četrtek, mi pa seveda z svojimi strokovnimi nasveti prav nič ne zamujamo, čeprav vam jih predstavljam šele v tem času. Moram povedati, da je ta številka imela priložen tudi katalog bikov za leto 23-24, v katerem je predstavljena vrhunska ponudba bikov, ki prihajajo iz nemške genetike. Ta je pomembna predvsem zato, ker imajo eno največjih populacij bikov, kar 45,600 in pa skoraj 330,000 plemenskih krav. Samo mlečnih krav proizvodni pa je več kot 2,2 milijona. Slovenska genetika se prav zaradi majhnega števila svojih živali opira na tujo genetiko, nemško ali pa ameriško. Sicer pa rejci to dokaj dobro poznajo in izbirajo pač bike glede na lastnosti, ki jih želijo v svojih čredah. Darinka, kaj pa ostali strokovni nasveti, na katera področja ste posegli? Z ostalimi strokovnimi nasveti smo seveda posegli na pašnike. Tisti, ki imate pašnike, veste, da je pri pregledovanju potrebno neprekinjeno skakati iz in v traktor ali drugo vozilo, s katerim opravljate pregled. V članku o rešetkastem prehodu je natančno opisana in tudi narisana primerna tehnična rešitev za manj skakanja in da bo pač manj napora. Potem smo predstavili setev oljne ogrščice, ki je bila nekoč zelo pogosta na naših poljih in je ugodna tudi za širjenje kolobarja. Ker jo nekateri še vedno sejete, prinašamo strokovni nasvet za setev in varstvo v prvih mesecih. Seveda nismo mogli mimo katastrofalnih poplav, ki so prizadele mnogo preveč ljudi. Objavili smo torej nasvet, kako ravnati, če vam je poplavilo zelenjavo, kdaj jo zavreči in kdaj jo je še mogoče uporabiti. Tudi polja koruze so bile marsikje pod vodo. Nasvet o sileranju ter kako ravnati s tako koruzo bo kmetom zagotovo dobrodošel. Seveda pa smo nasvet nadgradili še z opisom delovanja samovoznih silažnih kombajnov, da bo vsaj tam, kjer je ostala koruza, silaža čim boljša.
Zadnji del vsakokratne številke prinaša zanimivo tudi reportažo. Kaj je tokrat na tistih zadnjih stranih? Torej, v zadnjem delu, kot običajno, boste lahko našli nasvete o tem, kako izbrati brzdo za konja, katere cvetlice sadimo v tem času, kaj se poskušamo ohraniti s pridelki z vrta v ozimnici in pa kakšen je trend odkupne cene mleka. Čisto za konec pa reportaža z kmetije Jakoba Dolinarja iz Stare Oselice nad Sovodnjem. Visoko v hribih je ta kmetija, vzrejajo 30 krav molznic in mleko predelujejo v odlične izdelke. In s takim številom krav redno ustvarjata dohodek 2 redno zaposlena. To pove, da lahko tudi tako mala kmetija preživi, obstoji in poskrbi za izjemen izgled pokrajine, ki je prepredena z gozdom in svetlo-zelenimi zaplatami travnikov. Tako bo, dokler bomo imeli kmeta. Če ne bomo lepše ravnali z njim, bo izginila tudi ta lepota. Ne pozabite, da je kmet slikar narave. Pa lepo, mirno nedeljo želim vsem. Darinka, hvala lepa za tale pogled. Lepo in mirno nedeljo tudi tebi. In to je vse, spoštovane poslušalke in poslušalci, kar sem pripravil za naše današnje druženje. Lepo nedeljo vam želim in teden, ki je pred nami.